In to je naslednje vprašanje, ki sem ga hotel dati ne Rebeki, ampak vsem ostalim. Kaj je bilo vam najljubše na NMN-ju, like, kateri aspekt dogodka? Juvan, ti si tiho, Juvan je bil ti si... najbolj všeč. Juvan je definitivno Juvan je najbolj... vedno, Juvan je Juvan je vedno. Jaz največ sem- doživel, on je bil tak zmatran na koncu dneva. A veš, čeprav... Jaz sem bila bolj. Ko sem gledal tisti panel, pa je Juvan potem zakorakal s svojim fotoaparatom pred mano, to je bil highlights. Ne, Juvan je malo tiho, pač še danes, tako da me zanima v bistvu, kaj bo on povedal. Jaz niti nisem dosti veliko eventa videl, če sem skozi skakal. Tista večina časa, 3-4 ure, ko sem pa cosplay snemal, pa itak nisem mogel kameriti. Ja. Tako da pač večina, mislim, meni je bilo pač atmosfera mi je bila cool. Mislim, to enkrat moram enostavno pohvaliti tisti, ki so skrbeli za luči, pa za to obliko, oziroma pač tam, za ta motiv pa vse, da tako zgleda, kapo dol, vsaka čas. Ne? Tako da to mi je bil en tak najboljši highlight eventa, ki mi je bilo prav všeč tako videti. Ne tudi samo za moje oči, ampak tudi za kamero na koncu, ker pač je pač čisto drugo po na Vse je bilo tematsko, od odra. Oder je izgledal kot neka nadzorna plošča iz vesoljske ladje. Na vse so pomislili, prav zares, da ni nekaj izgledalo, kot samo preprosta, v bistvu neka miza s filcem in tako naprej, ampak je vsak aspekt je bil pač Tudi ker so bile igre, pa Gaming Corner je bil tako dark, tako tematsko, tako atmosferično. A veš, sam, če bi recimo to postavil, ne vem, dal tiste basic dvoranske luči, pa sem to postavil, ne bi izgledal tako cool. Ko so pa enkrat recimo reflektorčki, pa da ti narediš nek ambient, neke motive, a veš, da se igraš z lučmi, je pa to čist drugače spade, precej boljše spade. Veš, to je pa tehnično. To sem imel zdaj v mislih, pač to je... Ja, pač jaz sem po naravi lučkar, ne. To je za Rebeko verjetno velika validacija, ne? Ne za me, ampak za Duff Lightning. Čeprav smo se na začetku malo skregali. Ampak dobro, pa smo se seznali. Drama? Drama. Lahko večjo luč ste šla, veš. Jaz lahko opišem to dramo. Mislim, da mi dva z Ivanom smo bila že zelo hitro na dogodku, mislim, da že ob 8 zjutraj, ko še v bistvu obiskovalci niti približno. Aha, tako da nista prespala. In najprej je naša ekipa, ki je pač snemala povzetek oziroma reportažo, highlighte tega eventa, predominantno je bilo vse skupaj vključeno v bolj manj cosplay highlights, ampak smo posneli tudi reportaž celotnega dogodka. Najprej smo seveda rabili prostor, kjer bi lahko snemali te cosplayerje. Na začetku pač je bila ideja, da bomo v enem kotu, ampak ta kot je bil zaseden z tehnično opremo, mislim, da je bila še ena pop-up okrogla miza tam in potem je bilo treba vse to na vlaku nekam predstaviti. In seveda najprej je prišel vodja, mislim, da tehnične sound opreme do nas in je rekel, ja, tukaj pa že ne boste, kdo ste vi, ste sploh najavljeni, kar je čisto jasno, ker če nisi pač vključen direktno v program in si potem neka neznana točka, in lahko pokvariš celoten dogodek in to je dogodek za 30 ljudi in ti ne smeš pač pokvariti tazga dogodka, so I understand, ampak Rebeka je rešila dan, je prišla in je rekla ne. A Slani me bo tukaj snemal, naredite prostor. Lahko v bistvu sama poveš še svoje plati. Ja, ta nekdo je bil David. Now we know his name. Ne, mi imamo, mislim, zakaj tudi nam mogoče atmosferično toliko drugačno od ostalih dogodkov, je pravzaprav glih David in njegova ekipa. David je tudi spet stara zgodba iz Gilgalada, bivši predsednik pred mano še dejansko in on je tudi profesionalni lučkar, oblikovalec luči, med drugimi dela tudi za opero, tako da vemo, kakšen level ambienta zna on pričarati. In on nam je tudi začel že pomagati praktično, odkar smo stopili v gospodarsko razstavišče, ker samo gospodarsko razstavišče nima takšne opreme. Nima niti zvočne opreme takšne, tako da mi smo zelo hitro začeli. To so še dodatni stroški potem. Ne gremo v stroške, res ne. Lahko pol off record, ja. Tako da, ja, David je dejansko zna za svojo opremo toliko pričarati vzdušje in pred leti smo začeli spodaj, ko je bila taka nizka dvorana in je bilo vse samo belo.
To zna biti, če ste šli na kakšen drug dogodek v stebrno dvorano, pa pol na NMN, to Ja, je drug ja, prostor. ja, To to je se povsem spomnim, drug ja. To pa je prostor, res. ne. In tudi zdaj, ko smo pa še toliko več dodatno imeli, ne, je bilo pa treba še toliko bolj razmišljati, kako bo kaj izpadlo. Sicer eno zadevo bomo odstranili, meni ta megla ni bilo všeč, ker Ja. A misliš po stopnicah dol? Ne, od zgori. Tam, kjer je za bil odrom, Artist Corner. Ja, v resnici je Aha. bil hejs, saj so mi okej. razložili, Saj je bil. da ni zadušljiv, ampak Ja. a veš, ker pa je bilo vroče in ko smo videli to Ja. meglo, je deloval. Pač Tako, ti si imel tako. občutek, da te zduši, čeprav sama... Placebo efekt. Ja, ja. Ja. In zaradi tega bomo to mogli malo spremeniti, pa tudi slike, fotografije so bile pol malo motne, a ne? In vseeno, kar hočeš fotografije. Ja, In prepričan sem, da David tega ne bo gledal, ampak če bo gledal, nisem hotel dati občutka, da je pač zelo stresd in jezna oseba, ampak je pač precej zaščitniški do gladkega potekanja eventa, Tako. kar je Ja. čisto razumljivo. Ja. Potem, ko smo se enkrat dogovorili, kako in kaj bo potekalo in da je to fotokotiček, je bil 360, 180, res se je obrnil in je bil ful prijazen in je pomagal in kakšno koli vprašanje sem imel, je bil ful prijazen, ok, cool, do te in te ure mi delamo to stvar, cool, super, vse je v redu. Tako da, hvala, David. Ker je evil villain, pa oh, the heroes are here, Yes. the heroes! Ful je pomembno, da se znaš, v bistvu, da imaš neko osebo, na katero se znaš obrniti glede tehničnih težav. Ne? Veš, Tako da. da je super. Ja. Ja, David glede zaradi tega, ker prireja in pomaga organizirati raznorazne dogodke. Mislim, da so prirejali tudi vse te muzikle, ko smo jih imeli, okej. Cvetje v jeseni, pa Damn. ta zdaj Klasika. Povodni mož, pa tako. Okej. No. Pred leti sem tudi v operi gledala, je dejansko bil oblikoval za tole operno čarobno piščal. Ja. Opero. Tako da res obvlada zadeve in hkrati je še geek po srcu in res našteka. to je ker perfect. To je perfect combination. Ja, se povežete na neki različni, mislim, na več ravneh se povežete, ne samo, ti si samo izvajalec, mi smo Ne, pač prijatelji svoja smo. kultura, dejansko ste prijatelji Ja, in mi smo se dejansko, razumete, ok.